Danes v Pomurskem dnevniku odprtje kopališča. Cepiva je dovolj. Odpadno komunalno blato. Safilo prekinil pogajanja. Jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Soboško kopališče je v petek odprlo svoje vrata za obiskovalce. Že od 9. naprej so se obiskovalci lahko prvič letos ohladili tudi v Murski Soboti. Ob odprtju sta soboški župan Aleksander Jevšek in direktor komunale Tomislav Zrinski predstavila novitete, med katerimi je tudi pokriti bazen za zimsko sezono. Med novimi pridobitvami je tudi razširjen gostinski lokal. Torej, prvi je tam, da v zadju vidite beach bar. Se pravi, v tem smislu smo želeli doseči, da bo vsaj za tiste, ki ne grejo na morje in bolj uživajo v tem kopališču, vsaj nek pridih morja, se pravi, da bodo lahko sedeli na pesku, kot da so na plaži. In razširili smo tudi v tem smislu gostinski lokal. Naslednja zadeva je potem tu za mano ene vrste nadstrešek, pergola oziroma prostor za druženje, ker bodo lahko večje manjše skupine nekako proslavljale kakšne rojstne dneve in tako naprej. Pri vhodu v kopališče pa smo še uredili košarkarsko igrišče za streetball oziroma košarka 3x3. To so te osnovne letošnje pridobitve in upam, da bodo obiskovalci s tem zadovoljni. Za naslednja leta pa imamo še kar dosti idej in upam, da nam jih bo tudi uspelo uresničiti. Osnovne vstopnice so enake kot lani, 6 evrov za odrasle in 4 evre za otroke do 15 let, za otroke do 7 let pa je vstop prost. Prav tako je vstop prost za upokojence in brezposelne. Zdaj, kar se tiče kart, malo smo dejansko obnovili cenik. Osnovne karte so ostale enake kot lani, se pravi 6 evrov za odrasle in pa 4 za otroke do 15 let, do 7 je prosti vstop in pa upokojence, brezposelne smo dodali in tako naprej. Ostale karte so pa potem izpeljanke iz teh dveh cen. Največja novost kart je dejansko so kompleti kart 10, 20 ali pa 30. V Murski Soboti so eni izmed prvih v Sloveniji, ki so v celoti odprli kopališče. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so upraviteljem predlagali, naj se držijo PCT pogoja, a ga na primer otroci do 18. leta ne rabijo. Jaz prihajam iz kraja, kjer smo imeli to priložnost in resnično srečo, če lahko temu rečem, da smo večinoma počitnic preživeli na kopališču v našem kraju. Tamkaj smo se naučili plavati ali so nas naučili plavati, tamkaj so se rojevale prve ljubezni in simpatije in tam se je pravzaprav vse, kar se je dogajalo okoli letnega kopališča. Zaradi tega sem toliko bolj vesel, da ima Murska Sobota letno kopališče, za katero lahko rečem, da je eno lepših letnih kopališč v Sloveniji, zaradi tega, ker ima to kopališče dušo. Dušo, ki povezuje različne generacije. Mi skrbimo, da kopališče vzdržujemo, vsako leto damo kako noviteto in tudi letošnje leto smo se z komunalnim podjetjem odločili, da predstavimo in pa investiramo v nekatere nove stvari, v nove zanimivosti. Ampak ne glede na celotno infrastrukturo, ki raste okoli in pa na območju kopališča, pa kopališče ohranja tisto dušo, ki jo mesto kot tako ima in zaradi tega je toliko bolj pomembno. Moja želja je in želja verjetno vseh, da bo letošnja sezona taka, da bo omogočila čim več kopalnih dni, da bodo otroci in pa tisti nekoliko starejši otroci lahko preživljali tukaj brezskrbne počitnice in želim vsem, ki bodo obiskali naše letno kopališče,
obilo užitkov. Sicer zaposleni ne bodo preverjali, če ste testirani, cepljeni ali ste COVID-19 že preboleli, lahko pa to storijo inšpektorji. Epidemiološka slika v Sloveniji je v zadnjih dneh zaradi intenzivnega cepljenja prebivalstva ugodna in tudi cepiva je dovolj. Ob teh spodbudnih podatkih je svetovalna skupina predlagala, da se epidemija ne podaljšuje. Tako bo torek 15. junij uradno zadnji dan epidemije. Kot je poudaril minister, je cepljenje ključno kot zadnja bitka do zmage nad epidemijo. In le cepljenje nam lahko ta trenutek omogoči, da reprodukcijsko število znižamo pod 0,7. Ta trenutek je nekje okoli 0,8. Vendar zakaj je to ključno? Če precepimo zadostno število ljudi, s tem tudi zmanjšujemo potencialno število tistih, ki se lahko okužijo za koronavirus in s tem seveda zmanjšujemo reprodukcijsko število, ki omogoča nižanje dnevnega števila okuženih. Ker je to pomembno iz vidika obvladovanja novih variant virusa, prosim vse prebivalke in prebivalce, da pristopijo k cepljenju. V vseh cepilnih centrih se bodo v tem tednu izvajali dnevi odprtih vrat cepljenja. S tem bomo vsem prebivalcem, tudi najranljivejšim, tudi največjim skeptikom, omogočili, da po najkrajši možni poti lahko pridejo do zdravstvenih delavcev in da seveda lahko uspešno upravijo cepljenje. S naslednjim tednom tudi pričakujemo, da bodo vsi izvajalci cepljenja v popolnosti pristopili k izvajanju cepljenja preko portala Zavem, kajti na včerajšnji dan smo od 63 cepilnih centrov preko Zavema kompletno obvladovali cepljenje pri 51. Ker pa imamo cepiva dovolj in ker sporočamo, da bo možno v naslednjih dneh širom po Sloveniji cepljenje brez predhodnega naročanja, prosim prebivalce, da ne hodijo iz enega okraja v drugo za cepilnim dnevom, kajti namen je, da v vseh krajih po Sloveniji to omogočimo in da se vam čim bolj približamo. Tudi po koncu epidemije pa še ostaja v veljavi sistem PCT. Dober teden dni po ekološki katastrofi, ko je bilo v naravo na območju Pivole pri Hočah odloženih kar 200 kubičnih metrov komunalnega blata iz čistilne naprave, so pristojne službe že za petami storilcev. Blato je uničilo živalske in eksperimentalne rastline v botaničnem vrtu, onesnažilo vodo in vodno zajetje za 5 kmetij. Upajo pa, da jim deževje v naslednjih dneh ne bo ponagajalo in posledično onesnažilo še podtalnice. Rumena luč za sanacijo 200 ton odpadnega blata, ki je onesnažilo Pivolski potok, botanični vrt in zasebno vodno zajetje, je prižgana. Na spodnji lokaciji se pripravljajo dostopne poti, to se pravi, da se odstranilo bo zarast drevje. Na tej zgornji lokaciji pa dejansko se že odstranjuje ta material, ki je globeli. Odpadno blato je uničilo vodni habitat in številne eksperimentalne rastline v botaničnem vrtu. Žab ni več, naprimer belouški več. Skratka, zdaj je nastala ena taka mrtva reka, bi rekel, mrtvi potok pa mrtva jezera na našem botaničnem vrtu z smradom. Onesnaženo je tudi vodno zajetje za 5 kmetij, ki jim trenutno vodo s cisternami dovažajo gasilci, a kmalu bodo težave s pitno vodo le še preteklost. In kdo je kriv za vse to? Z analizami je potrjeno, da gre za blato iz čistilne naprave, res pa je, tako kot ste rekli, ne ve se pa iz katere. Smrdeča gmota je bila v Pivoli odložena na dan, ko je svojo čistilno napravo praznilo komunalno podjetje Ptuj, a tako podjetje kot prevzemnik tega blata odgovornost zavračata. Sam odvoz vršimo tako, da je naša naloga kamione naložiti, medtem ko kamione naroča na javnem razpisu izbran izvajalec, to je CEP d.o.o. Ko se blato nalaga, se tehta in ko je kamion naložen, se izpolni oddajnica materijala, v katero se navedejo podatki o dnevu, kdaj je bil ta odvoz izvršen, o količini blata, ki je bil naložen,
in registrskih številkah tako vlečnega vozila kot priklopnika. Potem, ko kamion zapusti območje čistilne naprave, teh avtomobilov ne sledimo, ne zasledujemo. Komunalno podjetje Ptuj letno proizvede 7200 ton blata, na en tovornjak se lahko naloži največ 25 ton naenkrat. Podatki so zelo natančni. V prejšnjem tednu v četrtek se je na naši lokaciji naložilo 9 kamionov blata. 9 tovornjakov po 25 ton pomeni približno toliko blata, kot ga je bilo izpuščenega v potok v Pivoli, kraju, kamor odpadek s težkimi kovinami in salmonelo ne sodi. Mi se s tem dogodkom ukvarjamo že od petka prejšnjega tedna, odkar smo prav od vas medijev dobili prve informacije in indice o tem sprevrženem dogodku v Pivoli, o nelegalno odloženem blatu na tej lokaciji, ki je seveda povzročilo naravno oziroma okoljsko katastrofo. V skladu z našo medsebojno pogodbo med nami kot izvajalcem gospodarske javne službe in pa podizvajalcem CEP iz Celja je v pogodbi napisano, kam se mora na obdelavo to blato pelati. V pogodbi imamo napisano, da se blato vozi na surovino v Maribor. Iz podjetja CEP so nam pisno sporočili, da je v prejšnjem tednu prevoze blata vršil prevzemnik, ki naj bi z odpadnim blatom ravnal v skladu z okoljevarstveno zakonodajo in njihovim dovoljenjem. Kdo je krivec, pa bo znano v prihodnje, saj jim je policija že močno za petami. Podjetje Carthago se je nakazovalo kot rešitelj za prostore Safila, toda pred podpisom pogodbe o prodaji je podjetje prekinilo pogajanja s proizvajalcem avtodomov. Podjetje Carthago naj bi sicer delavce obvestilo, da so pogajanja s Safilom potekala pozitivno, vse dokler slednji niso prekinili pogajanj v zadnjem trenutku. Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak je povedal, da občina ni gluha za težave, s katerimi se zaposleni v Safilu soočajo. Povedal je, da je bila vest o prihodu Carthaga svetla luč na koncu tunela in zato je novica o odstopu Safila velik šok tudi zanj. Župan še dodaja, da se bo občina povezala tudi s Carthagom, saj jim želijo ponuditi druga zemljišča, ki so na voljo. Poudarja, da imajo veliko komunalnih parcel, ponudili pa bodo tudi zemljišča severne obrtne cone in nekdanje tovarne sladkorja. Prav odkup prostorov nekdanje tovarne sladkorja v Ormožu bi lahko bila še ena rešilna bilka za problematiko ormoškega območja. Bolnišnične okužbe močno obremenjujejo zdravstvo in ravno z namenom, da bi zmanjšali tovrstne okužbe, je mlado slovensko podjetje razvilo UVC robota, ki učinkovito razkužuje bolnišnične prostore. Napravo SteriPro uporablja že polovica slovenskih bolnišnic, uspešno pa jo lahko uporabljajo tudi v zdravstvenih domovih in domovih za starejše, torej povsod, kjer bivajo najbolj ogrožene in ranljive skupine ljudi. SteriPro razkužuje sobe, hodnike in ambulante tudi v splošni bolnišnici Murska Sobota. Razvili smo UVC robota, to je naprava za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov. Namen pa je preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom. V Sloveniji imamo 18 000 zabeleženih bolnišničnih okužb, to pomeni, da z implementacijo UVC-ja v slovensko zdravstvo bi te zmanjšala 12 000. Naša naprava skozi te žarke, to so UVC žarki, uniči vse bakterije in viruse, ki so prisotni v prostoru. V splošni bolnišnici Murska Sobota si prizadevamo zaustaviti širjenje bolnišničnih okužb in poleg osnovnih ukrepov higiene so seveda vsi tehnični pripomočki, ki so na voljo. Eden od teh je produkt, ki smo ga želeli in ki ga s pridom zdaj uporabljamo za razkuževanje prostorov, kjer se premikajo pacienti. Naša zgodba se je začela 2016, takrat nam je s pomočjo podjetniškega sklada uspelo pridobiti razpis, ki je pomagal skozi prve prepreke. Jutri bo jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 19 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 20 ter v Lendavi prav tako 20 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 10 stopinj, dnevne pa okoli 27 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo sončno in vsak dan nekoliko topleje. Verjetnost za popoldanske nevihte bo precej majhna. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 9 do 14 stopinj, dnevne pa od 27 do 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani.
Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.